Dragi prijatelji, tudi tokrat lepo pozdravljeni. Pred seboj imam evangelij predzadnje nedelje cerkvenega leta, Matejevo evangelij, 25. poglavje. Prebral bom krajšo obliko. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2 in tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti in je odpotoval. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel: Gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja. Kadar slišimo ta evangelij in besedo o talentih, si najprej predstavljamo dar za risanje, dar za muziko in podobno. Ampak v bibličnem smislu so to drugotni talenti, ne najpomembnejši. Najpomembnejši talent za nas je življenje in vera. To dvoje skupaj, to je en talent. Da bi si lažje predstavljali, si bom sposodil prispodobo iz sveta živali. Vzemimo kravo, ki povrže telička. Dala mu je življenje, ampak to ni dovolj. Če teliček obleži na tleh, bo umrl. Zato ima še en talent, in sicer da hrepeni po mami, da ga mama nahrani in on ve, da bo mama zanj poskrbela. To dvoje gre skupaj. Talent življenja in talent zaupanja, da bo mama poskrbela zanj. Nekaj podobnega je tudi z nami. Mi smo prejeli dar življenja od Boga, hkrati pa smo prejeli tudi dar, da zaupamo Bogu kot dobremu očetu. Da bo on za nas poskrbel. In ta talent vere v nas rase po naravnem hrepenenju po Bogu, rase po Božji besedi, rase po dobrih ljudeh, ki pričujejo o dobroti Boga. Potem sledijo še drugi talenti. Recimo talent zdravja, talent družine, potem talent, da si lahko izbereš poklic, za katerega čutiš nagnjenje, in talent recimo za muziko. To so potem ti talenti, ki jih imamo običajno v mislih. Za vse talente pa velja, dragi prijatelji, da propadajo, če z njimi ne trgujemo, kakor pravi svetopismo. Življenje mi je dano, vera mi je dana, ampak če jaz ne živim tega, če jaz tega ne hranim, počasi peša. Enako velja celo za zdravje. Pravi pregovor: zdrav se ulezi in bolan boš vstal. Pomeni, če nisi poskrbel za zdravje z gibanjem, ti bo zdravje odšlo. Podobno je z družino, če ne gojiš družinske odnose, ti bo propadla. Podobno je z poklicem. Če se v poklicu stalno ne usposabljaš, ne raseš v poklicu, že nazaduješ. Enako je v umetnosti. Če nisi primer violino vsak dan vadil, potem si vedno slabši. Dragi prijatelji, želim vam, da bi na koncu tega minljivega življenja slišali to, kar je slišal današnji služabnik: pojdi v veselje svojega gospodarja, priden si bil. Domača naloga, nagradna: naštej 2 talenta, za katera si zanjo posebej hvaležen. Dovolite, da se na koncu še iskreno zahvalim vsem, ki ste mi ta teden darovali